Prekinjen niz neporaženosti Brinja Grosuplja, v Novi Gorici pa se še kar ne rešijo prekletstva zmage. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Pravi razcvet so v pomladnem delu doživeli igralci Rudarja. V prejšnjem krogu so ustavili vodilno Nafto, pred domačimi gledalci pa so z najvišjo zmago v sezoni odpravili neprepoznavne Bilje, ki so v strmem padcu. Lokalni derbi v Slovenskih Konjicah je pripadel Keti Emi in Polbistrici. Ob slovesu domače legende je dvakrat zadel Enej Marsetič. Nafta je še drugič zapored remizirala, a je bila točka po zaostanku proti Krki dovolj, da se je spet povzpela sama na vrh. Triglav je namreč 4-krat žogo poslal v mrežo Brinja Grosuplja. V prejšnjem krogu se je ekipa Ilirije srečala z moštvom z vrha lestvice, tokrat je bil pred domačimi gledalci čas za derbi proti Jesenicam. Gorenjci so imeli pred dvobojem na lestvici točko prednosti. Več od igre so imeli beli gostitelji, zatresli so vratnico v prvem polčasu, a je bila igra že prekinjena zaradi prekrška v napadu. Slabih 10 minut pred koncem prvega dela so imeli Ilirijani kot. Skok je dobil Argentinec Agustín Urrutia Sabeja. Domačini so na odmor odšli s prednostjo enega zadetka. Drugi gol je padel, ko se je iztekel igralni čas. Dolga podaja vratarja Tilna Goliča je preskočila celotno zadnjo linijo rdečih gostov. Domen Justinek si je namestil žogo na robu kazenskega prostora na desnico ter jo poslal pod prečko nemočnega Darkića. Potem, ko je Ilirija dobila že tekmo na Gorenjskem v prvem delu prvenstva, je bila še drugič boljša od Jesenic. Ostajamo v Ljubljani, iz Ilirije pa se selimo na Kodeljevo. Beltinci so na edinem gostovanju pri Slovanu v sklopu druge lige izgubili s 3-2. Bilo je v 30. krogu lanske sezone. Prvič se je mreža tresla v 18. minuti. Po podaji z desne strani je bil uspešen Samuel Adeola Akinremi. 20-letni Nigerijec je dosegel drugi ligaški gol. Ko je Mark Šerbec na nasprotni strani preusmeril žogo proti vratom, so se domačini lahko le prijeli za glavo ob izvrstnem posredovanju Stefana Močiča. V drugem delu je za potrditev zmage rumenih poskrbel Marin Rantaša, odločil se je za strel z velike razdalje, ki je šel v mrežo ob levi vratnici Soma Kumarja. Nato smo videli še dva nevarna poskusa Beltincev, ki bi lahko tekmo dobili z izdatnejšo razliko. Nov strel z razdalje je končal preko gola, nato pa se je izkazal še Kumar, ki je prestregel podajo v sredino. Sosedski derbi Dravinje in Keti Emi in Polbistrice je na tribune ŠRC Dobrava privabil 300 gledalcev. Domačini so se poslovili od Žana Ramšaka, ki je v vseh kategorijah za zelene zbral več kot 350 nastopov in dosegel več kot 150 zadetkov. Gostje so bili v vlogi favorita in so jo tudi v polnosti upravičili. Po četrt ure je Vicko Ožegovič sprejel žogo v kazenskem prostoru, se hitro obrnil in močno z levico poslal žogo pod prečko. Hrvat je prvič začel v prvi postavi in takoj dosegel gol. Novinec številko 22 pri Bistrici je pri drugem golu sodeloval s podajo. Na robu kazenskega prostora je našel kapetana Marsetiča, ki se ni obotavljal, takoj je udaril žogo in jo še drugič poslal pod prečko. Gostje so prevladovali. Marsetič je zatresel vratnico, ko je tekla 56. minuta. Da je letos v odlični strelski formi, pa je dokazal v nadaljevanju, kar bomo videli čez nekaj trenutkov. Še prej pa poglejmo eno lepših priložnosti Dravinja v drugem polčasu. Strel z težkega položaja je šel mimo cilja, po kotu pa še lepša priložnost. Gostitelji so oplazili prečko. Nekaj smole za domače. V 78. minuti se Marsetič ni ujel v zanko prepovedanega položaja. Imel je dovolj časa, da je ocenil, kam je najbolje streljati. Z 9 goli je nogometaš, ki ima največ zadetkov pri Bistrici. Zaslužena zmaga za goste, ki tako ne poznajo poraza v nadaljevanju sezone. Za Goričane je v drugem delu sezone vsaka tekma za biti ali ne biti. Še vedno ostajajo edina ekipa prvenstva, ki še nima zmage. Tokratni nasprotnik pa ni bil prav nič razpoložen za razprodajo točk. V novogoriški park je prišel Tabor, tretja sila prvenstva.
V 18. minuti je zasijal Zerjali, poletel je pod prečko in izbijal žogo v kot. Daniel Akazaku je imel za Tabor najlepšo priložnost v drugem polčasu, vendar je njegova diagonala švignila mimo leve vratnice novogoriškega gola. Da tudi sreča v tej sezoni ni na strani vrtnic, so dokaz izdihljaji tekme. Rob Rudonja je bil najvišji v skoku, obramba Tabora je bila že premagana, a je žoga zadela prečko. Ko je tekel sodnikov podaljšek, je Vrančuku prodrl na desni strani. Rezervist Luka Žavbi je podaljšal s peto proti sredini kazenskega prostora, sreča ponovno ni bila naklonjena. Točka za gostitelje ni slab rezultat, a še vedno premalo, če se želijo aktivno vključiti v igro za obstanek. Tudi sosedje Novogoričanov, igralci Bil, so v rezultatski krizi. V prvenstvu so nanizali 4 zaporedne poraze pred tokratnim gostovanjem v Velenju, domačini pa so mleli kot dobro naoljen stroj. Točka v prvenstvu proti Nafti jim je dala samozavesti. Pohod do visoke zmage so začeli v 23. minuti, z glavo je zadel Adam Vošnjak. Predvsem po desni strani so se odvijale najbolj nevarne akcije Rudarja. Kombinirala sta Šimić in pa Vošnjak, žoga je nato prišla na rob kazenskega prostora do kapetana Krefla. Z biljardnim udarcem je zadel ob vratnici. Še vedno smo bili v prvem polčasu, ko je s kota pred gol poletela nova žoga. Kogoj je imel smolo, žoga ga je zadela v nogo in končala za hrbtom nemočnega Draščka. Primorska barka se je počasi, a vztrajno potapljala. V 63. minuti je sodnik Golob ocenil, da je bil Šimić nepravilno oviran. Gostitelji so imeli na razpolago strel z bele pike, izvajal ga je Sačvel, Drašček je pravilno ugotovil smer, a je bil prekratek. V 71. minuti še 5. gol Rudarja, strelec je bil Josip Perković. Biljenci so na zadnjih 5 tekmah prejeli kar 20 zadetkov, dosegli pa le 2. Rudar se vztrajno vzpenja po lestvici. Igralci Brinja Grosuplja so v Kranj prišli v vlogi vodilne ekipe prvenstva, čeprav so imeli v prejšnjem krogu ogromne preglavice z Ilirijo. Triglav je odigral sanjski obračun. Po 27 minutah igre se je Vinogradac otresel svojega branilca v kazenskem prostoru in z glavo preusmeril žogo v mrežo. Gostje so bili še pod vtisom pokalne senzacije, ko so med tednom izločili Olimpijo in prišli do polfinala. Bili so brez pravega žara, Triglav pa je začutil, da ima priložnost za vse 3 točke. Najstrožjo kazen je izvajal Marko Brkić in ni zgrešil. V 16. minuti drugega dela se je Cukjati poigral z branilcem Brinja Grosuplja, žogo si je z desne noge prestavil na levo in silovito zaključil pod prečko. Tri točke so bile že v žepu gostiteljev, ki pa se niso želeli ustaviti. V 65. minuti se je še drugič na srečanju veselil Vinogradac, ki je dosegel enega najlažjih golov svoje kariere. Prvo mesto Brinja Grosuplja je bilo kratkega daha, Triglav pa se priključuje bitki za 3. pozicijo. 16 točkami na lestvici nedaleč stran od cone izpada sta se srečala Krško in Jadran Dekani, slednji mogoče nekoliko bolj utrujeni zaradi pokalnih obveznosti med tednom, ko so nudili dober odpor proti Radomljam. Niki Radović je popeljal do prednosti domače, ki so igrali v svetlo-zelenih dresih. Na prvi vratnici je premagal Lana Jovanovića. Izenačanje za končno delitev točke prišlo v prvi minuti nadaljevanja. Dion Hoti je poravnal na 1:1. Na 10. medsebojni tekmi sta se ekipi četrtič razšli z delitvijo točk. Potem, ko so pri Nafti že poznali rezultat Brinja Grosuplja, so na tekmo proti Krki vstopili z jasnim ciljem, da se spet odlepijo na lestvici. Vendar pa Lendavčani ne kažejo tako solidnih predstav kot v prvem delu.
Že v prejšnjem krogu so lovili zaostanek in v Novem mestu ni bilo nič drugače. Po pol ure igre je Medlej izkoristil slabše posredovanje vratarja Erjavška in matiral lendavsko obrambo. Zaradi rdečega kartona Lipca so gostje zadnje pol ure igrali z enim več. Priložnost je hitro izkoristil Maroša, napadalec z lepo prvoligaško kilometrino je dobil priložnost z najstrožje kazni. Zanesljivo je pospravil žogo v gol, dosegel je 14. zadetek sezone in se povzpel na prvo mesto lestvice strelcev. Krka je uspela Nafti vzeti točke prvič po novembru 2022. Edina petkova tekma med Ilirijo in Jesenicami se je končala z zmago domačih 2:0. Z 2 doseženima goloma in brez prejetega so zmagali tudi Beltinci Klimatratnik proti Slovanu. Bistrica je bila boljša od Dravinje s 3:0. Eden od 3 remijev kola je bil v Novi Gorici, sicer edino srečanje, kjer ni bilo zadetka. S po točko v žepu so se morali zadovoljiti še pri Krki, Nafti, Krškem in pa Jadranu. Triglav je v velikem slogu odpravil Brinje Grosuplje, s 5 goli pa je Bilje premagal Rudar. Nafta ima spet točko prednosti pred Brinjem Grosupljem, Tabor je tretji, priključili so se Beltinci Klimatratnik, blizu pa je tudi Triglav. Keti Emi Impol Bistrica je še na levi strani lestvice, poleg uspenjajočega se Rudarja in Slovana. Bilje začenjajo drugi del razpredelnice, prednost Primorcev pred zasledovalci hitro kopni. Krka je 10., Krško-Posavje in Jadran Dekani imajo 17 točk. Pri 15 najdemo Dravinjo in Ilirijo, Jesenice pa so zdrsnile na 15. mesto. Gorica je zadnja z 8 točkami. V naslednjem krogu ni petkove tekme, igra se v soboto, nedeljo in ponedeljek. Tabor doma čaka Krško-Posavje, v športni park Slovenska Bistrica potuje Gorica. Bilje se srečajo s Krko. Ilirija bo gostovala pri Triglavu. Brinje Grosuplje ima na nasprotni strani Slovan. To bo srečanje, ki začenja nedeljski urnik. Ob 15. igrata še Beltinci Klimatratnik in pa Rudar. Jadran sprejema na svojem stadionu Jesenice, v ponedeljek pa še tekma Nafte in Dravinje.